Lepo pozdravljeni. Gledališko estetiko soustvarjajo igralci, režiserji, umetniški vodje gledališč. Posploševati estetiko gledališča na enotni imenovalec pa je nemogoče, meni Mani Gotovac, hrvaška gledališka kritičarka, dramaturginja in nekdaj prva ženska, ki je vodila hrvaško gledališče. Hrvaški mediji so jo razglasili celo za železno damo tamkajšnjega gledališča. Pred kratkim je gostovala v Mariboru, kjer je spregovorila o svojem življenju in delu. Ogledala pa si je tudi predstavo po lastni knjižni predlogi. Govori mi o Gorkem. V naslednjih minutah tako nekaj utrinkov iz razgibanega življenja Mani Gotovac. Ja sam tako po prirodi malo subverzivna. Očito sam se tako rodila. I ta subverzivnost me pratila cijeli moj život. Nekad sam imala više kuraže, nekad manje, nekad sam se jako bojala. Kad god sam mogla nešto, kad bih se usudila, napravila sam, pokrenula sam nešto što se ne bi baš svatko imao petlje da to učini. A meni se čini da se kazalište mora baviti upravo onim pitanjima za koje nemamo petlje, za koje se ne usuđujemo javno govoriti, između sebe govoriti. Mislim da na taj način kazalište olakšava ljudima da otkriju nešto o sebi, nešto ispod kože. I malo koja umjetnost to može tako kao kazalište. Proputovala sam tadašnju cijelu Jugoslaviju. Vidjela sam, mislim, pa skoro preko 100 predstava. Bilo je jako teško izabrati. Došla sam dakle do tih 8 ili 9 predstava koliko je smjelo biti. Ali pazite, bila je to 91. I ja sam predala moj popis predstava. I onda se počelo događati sve što nam se događalo 91. Ja sam morala se povući. Bila sam prva žena selektorica u povijesti Sterinog i kao prva žena mi se dogodilo i to da sam se morala povući jer već je počela balvan revolucija u Hrvatskoj toga ljeta. Odmah nakon što sam se ja povukla, prvi se povukao slovenski teatar, a potom hrvatski. Vežu me prije svega redatelji koje jako poštujem, koji su mi puno značili tijekom mog kazališnog rada, kao na primjer Edvard Miller, Tomi Janežić, Diego de Brea i tako dalje. Evo neke od njih da spomenem. Vežu me i danas, gledam redovito njihove predstave. Ima ih mnogo i drugih. Spomenula sam samo one koje baš jako puno pratim. Eto, Vito Taufer isto i tako. Gledatelje valja odgajati, razvijati. Ne odgajati u smislu da im propovijedamo pripovjedi sa pozornice, ne u tom smislu. To je opasno po život. Onda ništa nitko ne ide u teatar kad im solite pamet sa scene. Ali ako im nudite nešto o čemu mogu i misliti i što mogu doživljavati, što ih dakle i emotivno i intelektualno zanima, onda na neki način utječete na njihov razvoj. Razvoj publike je jedno od temeljnih pitanja svake kazališne kuće. E sada, evo, daću vam primjer u Zagrebu. Mi imamo, na primjer, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, gdje je publika uglavnom malograđansko-konzervativnog pogleda na svijet. I imamo u tom istom Zagrebu Zagrebačko kazalište mladih, gdje je publika vrlo otvorena,
prema svim pitanjima, prepoznaje nove forme, nove oblike, istraživački teatar. Ne bi se moglo reći da postoji estetika hrvatskog kazališta danas. Može se reći da postoji estetika pojedinih kazališta u Hrvatskoj danas. Jedan moj veliki prijatelj mi je prije puno godina rekao: znaš, mene riječ ljubav ćemo uskoro tražiti u istrošenim, požutjelim rječnicima. Nećemo znati njezin smisao. Ja sam se njemu tada smijela, bila sam mlada i tako dalje. Sada kad sam počela pisati, ustanovila sam da je on zapravo imao pravo. Nama je iscurio nam je pojam ljubavi. Ako je nešto danas u svijetu odista ugroženo, onda je to ljubav. Ako o nečemu treba govoriti o onome što je ugroženo. Zato se moja knjiga bavi ljubavlju. Bez obzira na sve konzervativizme, baš me briga. Dialogi veljajo za eno najstarejših revij, ki se ukvarja s kulturnimi vsebinami. Prihodnje leto bodo tako zaznamovali 50-letnico svojega izhajanja. Prav to je tudi eden od razlogov, da stremimo k njihovi predstavitvi v današnji oddaji Glasnik. Od svojega nastanka je revija na preži za aktualnim dogajanjem. S poglobljenimi razmisleki o kulturi in družbi ter kritičnimi pobliski v dogajanje današnjega sveta pa postajajo dialogi vse bolj opazni in prepoznavni tudi izven Slovenije. O njihovi vsebinski usmerjenosti, vpetosti v družbeni krogotok in nadaljnji viziji pa v naslednjem pogovoru. Dobar dan želim, gospa Imica Antončič, odgovorna urednica revije Dialogi, in gospod Boris Zvezjak, ki je pri omenjeni reviji zadolžen za kritično misel. Gospa Imica Antončič, če začnemo nekako pri vas. Leta 1993 ste ustanovili založbo Aristej, že leto kasneje ste prevzeli tudi izdajanje revije Dialogi. Kako so dialogi sploh zajadrali nekako k vaši založbi? Dialogi so takrat imeli kar nekakšno krizo. Konec 80-ih let je bila uredniška kriza, revija skoraj zamrla, potem pa se je nekdanja velika mariborska založba, založba Obzorja, odločila, da jih ne bo več zalagala. So bili nekaj časa pri Društvu kulturnih forum, takratnemu uredniku Bernardu Rajhu gre zasluga, da jih je ohranil pri življenju. Jaz sem takrat pričela sodelovati kot gledališka urednica pri dialogih, in ko se je kolega Rajh odločil, da tega ne bo več počel, mi je ponudil uredništvo, in potem se je to nekako spontano zlilo z mojo takratno odločitvijo, da grem na svoje v založništvo. Kakšno je bilo vaše osnovno vodilo oziroma temeljna usmeritev glede vsebinske zasnove revije? Treba se je bilo odločiti, kakšen bo koncept, kajti v svoji zgodovini so dialogi nihali med tem, da so bili zgolj literarna revija ali pa med obdobji, ko so se skušali širše usmeriti. No, jaz sem nekako prišla do sklepa, da nima smisla delati v Mariboru zgolj literarne revije. Je pa bila in je še zmeraj seveda velika potreba po živahnejšem intelektualnem življenju v mestu. Zato je bila nekako spontana odločitev, da bodo dialogi splošna kulturna revija in da bodo usmerjeni tudi v družbena vprašanja. Temu je sledila tudi odločitev, da poleg urednikov, ki bodo pokrivali posamezne umetnosti, povabim k sodelovanju še dva z širšega področja, to sta bila takrat Andrej Fištravec in pa Boris Zvezjak, ki je z dialogi še danes. No, potem druga stvar, ki je bilo treba razrešiti, je bilo, ali so dialogi regionalna, mariborska revija, ali gredo širše. Gospod Zvezjak, gospa Antončičeva je že nakazala, katere so tiste teme, s katerimi se dialogi srečujejo, pa mogoče vi še malce podrobneje predstavite, katere so teme, ki ustvarjalci dialogov intrigirajo, zanimajo in pritegnejo. Ja, tem je preveč, da bi jih lahko tukaj naštel, ampak mislim, da je treba poudariti, da so revija Dialogi predvsem mariborska revija v smislu, da izražajo nekega duha časa in okoliščine, v katerih nastajajo. V vsakem primeru teh okoliščin
zgodovinskih, družbenih in ostalih ni mogoče zanikati. Predvsem se mi zdi, da se razlikujejo precej od podobnih in sorodnih domačih in tujih revij, potem, da posvečajo veliko pozornosti ne samo splošnim kulturnim temam, ampak predvsem recimo temu družboslovju in humanistiki. Mi imamo specialne področne urednike recimo za neodvisno kulturo, za družboslovje, za kritično misel in s tem zvezi se mi zdi, da revijo odlikuje nek poseben kritičen, humanističen naboj, se pravi, da poskušamo biti prostor, ki goji neko kritično misel, neko analitično misel in da se to v tem splošnem profilu revije tudi pozna. Gospod Vezjak, besedo v dialogih dajete tudi kritični misli, kritični miselnosti. Zakaj se vam ta dan danes zdi nujna oziroma potrebna? Poglejte, jaz mislim, da v Mariboru doživljamo neke vrste anti-intelektualistični klimaks. Mislim, da ni nobenega dvoma, da je mesto zaradi svojih zgodovinskih in duhovnih posebnosti intelektualno siromašeno, da je mesto pravzaprav po svoje zatiralo intelektualno delovanje in dogajanje ves čas. Spomnite se tega, da je v zadnjem času recimo prišlo do propada študentskega časopisa Katedra, da visi na nitki študentski radio Marš. In v tem smislu se mi zdi, da v opreki z množičnimi mediji ostaja revija na neki obrambni črti tega intelektualizma in da je to neka dodana vrednost te revije. Kakšni so pogoji za sprejetje piscev oziroma ustvarjalcev člankov, ki pišejo dialoge? To je zgolj in samo kvaliteta. In pa seveda pri konceptu člankov pa se mora seveda ujemati s tistim, kar načrtujemo oziroma ustrezati posameznim rubrikam, drugega pa ni. Gospod Vezjak, kdo je vaše primarno bralstvo dialogov oziroma kakšen je profil bralca dialogov? To je zanimivo vprašanje. Jaz upam, da je čim več profilov naših bralcev. Zagotovo je to, kot rečeno, študentska publika v Mariboru ali širše. To je seveda publika, ki je najverjetneje pripada sloju izobražencev, sprej tudi širša. Večkrat seveda opažamo, da se seveda na naše teme, ki jih odpiramo, javljajo tudi ljudje, o katerih pišemo. Se pravi, da večkrat zadanemo tudi cilj v zvezi s tem, kako problematiziramo določene teme in se seveda akteri, ki jih kritično obravnavamo, potem tudi javijo. Gospod Antončič, kako je torej z financiranjem revije Dialogi? Vemo, da je v nekem določenem trenutku reviji grozil celo potop. Kako torej za naprej in kako je s financami dan danes? Kako je letos, še ne vemo. Dialogi so podedovali eno tradicijo, po kateri so delno sofinancirani od države, to je pač trenutno Javna agencija za knjigo in delno lokalne skupnosti, se pravi od Mestne občine Maribor. Mi se pač moramo prijavljati na ustrezne javne razpise. Imamo pa zadnja leta velike težave z lokalnimi sredstvi, ki so padla v zadnjih 3 letih za skoraj četrtino in dvakrat smo doživeli taka udarca z odvzemom. Znotraj proračuna je bila postavka ravno za te programe znižana. To je bilo leta 2008 in pa lani, ko je, kot veste, so bila sredstva najprej znižana, prenesena po vsej verjetnosti v EPK. Razmišljamo o 2 temah, odvisno seveda od finančnih postavk. V vsakem primeru bomo najprej letos imeli posebno temo o medijski pristranosti, pri fenomenu tega, kaj točno velja za pristransko v mediju. Mislim, da je to neka popolnoma neraziskana tema. Upam pa in verjamem, da se bomo, kot rečeno, dotaknili tudi mariborskih dogodkov in tega, kaj je proizvedlo tako ene mariborske vstaje. Gospa Imica Antončič in gospod Boris Vezjak, želim vam še naprej veliko odmevnih in kritiških dialogov in seveda hvala za obisk in vajina pojasnila. Kaj je QRC oziroma hitra odzivna koda? V dobi pametnih telefonov je tovrstna koda pravzaprav vzletna steza brez številnih informacij. Prav pametni telefoni pa omogočajo tudi ogledovanje razstavnih eksponatov v galerijah.
Kako dokazuje razstava QRC na kvadrat, ki je bila na ogled v mariborski galeriji Medianox. Zamisel za to vrstno virtualno razstavo pa se je porodila filozofu in publicistu Tomažu Grušovniku. To je v bistvu neka nadgradnja te UPC kode oziroma bar kode. Razlika med torej to kodo UPC, ki jo najdemo na produktih v trgovinah, in med tole QR kodo je v tem, da je bar koda torej je samo v bistvu čitalna, v bistvu bere samo številke. Medtem ko QR koda dejansko lahko vpišemo v njo neko vsebino. Za razbiranje hitro odzivne kode, ki so jo mimogrede razvili v avtomobilski industriji, ne potrebujete veliko. Le kak tehnološki pripomoček, kot je denimo pametni telefon in dostop do internetne povezave, s katere aplikacijo preprosto prenesete na svoj telefon in odčitavanje QRC se lahko začne. Ko to kodo skenirate, je vanjo zapisana neka informacija. Ta informacija je lahko tudi takšna, da vas usmeri na neko spletno stran. In zaradi tega so v bistvu QR kode nekaj takega kot fizični, materialni linki, ki vas, medtem ko so posejani po svetu, realnem svetu, preusmerijo na neke virtualne vsebine. Zanimanje za QR kode se je pri meni porodilo najprej iz čisto estetskega, likovnega vidika, zato ker gre za črno-bele kvadratke, ki so pač naključno skoraj da posejani naokrog. In ko sem delal svoje kolaže, sem uporabljal te estetske elemente kot gradnike svojih kolažev. Ko je Grušovnik nekoč razstavljal svoje kolaže, je eden njegovih prijateljev nemudoma poskeniral eno izmed uporabljenih hitro odzivnih kod in prikazalo se novo obzorje. Takrat je Grušovnik prišel do zamisli, da spletne vsebine, na katere te odpelje poskenirana koda, vplete v svoje likovne stvaritve. Gre za to, da umetnik oziroma avtor nadgradi to QR kodo tako vsebinsko kot pomensko. Mislim, vizualno in pomensko jo nadgradi. In sicer naredil je torej QR govoreče portrete. To so v bistvu pesniki, polje naredil kot hiperobjekte QR in naredil še pobožni QR in pa QR Laibach. Eden izmed mogoče bolj zanimivih sklopov te razstave so gotovo govoreči portreti. Gre za portrete slovenskih pesnikov, recimo Edvarda Kocbeka, Karla Destovnika Kajuha, tudi Lili Novi. Ni težko ugotoviti, da gre za tako rekoč revolucionarne pesnike, pesnike, ki so ustvarjali v 40-50 letih prejšnjega stoletja, ki pa so gotovo nekako relevantni za današnji buren čas. Zakaj govoreči portreti? Ker vas poskenirana QRC koda pospremi na YouTube. Tam lahko prisluhnete njihovi poeziji. Grušovnik pa v svoji postavitvi ni pozabil niti na športne navdušence. Prav tako je na novo interpretiral stvaritve renesančnega mojstra Dürerja. Kar sem naredil je to, da sem se poigral z kulturnim pomenom recimo zajčka, zato sem vzel Dürerjevo podobo, znano podobo zajca, ki jo hranijo v Albertini, in jo v njo vpisal kodo na ta način, da če to podobo skenirate, da vas preusmeri na spletno stran, kjer lahko vidite znanega Bugs Bunnyja, ki vas nagovori za WhatsApp DAC. Kot v katalogu k razstavi zapiše Tomaž Grušovnik alias Wolfgang Meister, so razstavljena dela metaforična že sama po sebi. QR kode pa predstavljajo revolucijo v komuniciranju. Drugi april je Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBI leta 1967 razglasila za Mednarodni dan knjig za otroke. Osrednja tema letošnjega dneva, ki je hkrati tudi rojstni dan enega največjih svetovnih pravljičarjev, Hansa Christiana Andersena, je bila poezija. V mariborski knjižnici so se ob koncu tedna že drugo leto zapored na domiseln način poklonili Andersenu. In sicer z nizom prireditev poimenovanih Noč z Andersenom. Z ljubitelji pravljic, velikimi in majhnimi, je bilo mogoče prečuti noč in ob doživljanju Andersena v najrazličnejših oblikah prebedeti vse do jutranjih ur. Nekaj zgodnje večernega in jutranjega utripa pa je ujelo tudi oko naše kamere.
15? Ti si zdaj spet v skupini 1, da vidimo, koga boš pribrala. 24 je kdo? Ti si pri meni pa pri Sandri. Energije nikoli ne zmanjka in da se nove in nove ideje in tudi pripravljenost za delo rojevajo iz dneva v dan. Dajta no, škoba, luknja gre v zemljo, bora pa v zrak. To, da je bil dimnikar, je bilo samo nekaj, kar je predstavljal. Stal je čisto blizu pastirice, tako so jo bili pač postavili. In ker sta že bila tako blizu skupaj, sta se tudi zaročila. Pomlad vendarle še ni čisto pozabila na nas in naj vam nekaj spomladanskega vzdušja pričarajo tudi zvoki harmonike, s katerimi se za danes od vas poslavljamo. Naj bo teden, v katerega smo vstopili, čim bolj barvit. Prihodnjič bo v vaši družbi kolegica Karmen Podlesnik-Marčič. Nasvidenje. Thank you.